Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Kakšna je letošnja sezona v Bohinju? Lahko rečemo, da je zelo dobra, oziroma da je dobra. Po pričakovanjih posebej v zadnjih 3 mesecih celo mogoče malo boljše, kot smo si najprej obetali. Bil je nek padec seveda v juliju mesecu zaradi vremena, pa potem v avgustu tudi pač to neurje, ki hvala Bogu ni tako prizadelo samo območje Bohinja in pa Julijskih Alp, ampak trenutno lahko mirno rečem, da je bila sezona uspešna in dobra in dobra popotnica tudi za naprej. Mičijan je postal častni občan občine Bohinj kot idejna zasnova za festival alpskega cvetja. Mičijan je dolgoletni naš prijatelj, ki je prišel v Bohinj že pred 40 leti, leta okrog 2005, če se ne motim, je prišel pa na Turizem Bohinj z idejo, da bi organizirali festival cvetja, in takrat tudi nismo natančno dobro razumeli, kaj ta ideja prinaša za sabo. Idejo smo sprejeli tudi zato, ker smo iskali nove priložnosti razvoja trajnostnega turizma, ki se je takrat bil to še popolnoma v povojih. In danes, 11 let kasneje, ko to gledam, z Ianovo pomočjo, ne imenujemo ga zastonj oče festivala, lahko rečem, da je Bohinj tudi dosegel ta trenutni status, ki ga ima. In Bohinj ima jasno in prepoznaven status destinacije, ki razume in živi trajnostni razvoj ali pa odgovoren razvoj, če želite, kar se pa tudi odraža skozi vse aktivnosti in dejavnosti, ki jih v Bohinju počnemo. Ste pa tudi vodja projekta Julijske Alpe, seveda skupaj z ostalimi partnerji, z občinami. Kako daleč je ta projekt? Projekt je toliko daleč, kot ga pač sami vodimo in kot ga vodi lokalna skupnost. Jaz sem zelo vesel, da smo več kot 25-letno sodelovanje območja Julijskih Alp ali pa občin v Julijskih Alpah pred približno 5 ali 6 leti predvsem na pobudo Triglavskega narodnega parka nadgradili, najprej z razvojnim načrtom in potem tudi z konkretnimi aktivnostmi, ki smo jih izpeljali in ki danes kažejo prve rezultate. Ene so seveda popolnoma taki rezultati turistični, govorim predvsem o daljinski pohodniški poti Julijana Trail, drugi pa predvsem so zelo pomembni, ki še ne vidimo, mislim pa, da jih čutimo vsi, so pa stvari, ki nekako nas prisiljujejo v to, da se povezujemo in da je to povezovanje ključnega pomena, da se ne smemo zapirati v območje posameznih občin tega biosfernega območja Julijske Alpe. Govorimo o 10 občinah tega območja, od Radovljice do Kranjske Gore in od Bovca do Tolmina, in seveda Triglavski narodni park kot središče ali pa kot tista največja naravna in kulturna danost tega območja, ki ga prepozna ne samo človek, ki tukaj živi, ampak sama država Slovenija, ker gre vseeno za edini narodni park. To je tudi seveda v turističnem smislu zelo pomembna regija, se predstavlja več kot četrtino slovenskega turizma. In zdaj, če vemo, da ta turizem razvijamo v nekem zelo prvič ruralnem, drugič pa občutljivem okolju narodnega parka, potem vemo, kakšna velika naloga je nas čaka in kakšno veliko delo in aktivnosti bo treba še speljati, da bi to zadevo na eni strani ohranili, se pravi ohranili okolje, v katerem živimo, in na drugi strani, da bi se to okolje normalno in trajnostno razvijalo. In kakšna populacija gostov je tokrat v Bohinju v letošnjem letu? V Bohinju smo, hvala Bogu, še kar močen procent slovenskega turizma in sem na nek način tudi sam zelo vesel tega in hvaležen, da temu je tako, in več kot 30% vseh nočitev v Bohinju pravijo slovenski turisti. Bohinj je v srcih Slovencev, to me zelo veseli. Po drugi strani pa seveda te tradicionalni evropski trgi, na prvem mestu je sigurno Nemčija, Benelux, Poljska, Češka. Želimo si še nekaj več gostov iz angleškega in ameriškega trga. Hvala lepa za pogovor. Hvala lepa.